Zgodovinski trenutek za gluho skupnost se je zgodil oktobra 1980, ko se je na zaslonih televizije Koper pojavila napovedovalka Neva Lazar in v znakovnem jeziku sporočila, da se je začela prva oddaja Za slušno prizadete. Zanimivo je, da je bila slišeča voditeljica, ki ni znala znakovnega jezika. Učila se ga je s pomočjo tolmača, ki je bil z njo tudi v studiu v času snemanja. To je bilo pa tako, da sem jaz prišla v Koper en dan prej in sem šla k Nevi domov in sva potem tudi popoldne, zvečer vadili besedilo in potem zjutraj sva že mogla iti na televizijo in tam je potem nastopila. Tam sem ji seveda sproti včasih mogla kaj pomagati in pokazati, ker ona v bistvu ni znala kreten, ampak potem se je pa kar hitro in dobro naučila. Nisem imela niti ene knjige, ker bi se lahko naučila kreten. Ko smo začeli oddajo, je bilo bistvo, da pokažemo javnosti, da med nami živijo nevidni invalidi, ki uporabljajo svoj jezik. V tistem času je bila kretnja v stroki nezaželena, metoda poučevanja je bila drugačna, gluhi pa so ta jezik uporabljali. Tako da gluhi so bili neinformirani, ker oddaj niso razumeli, radija niso mogli poslušati, tako da je ta oddaja imela dvojni pomen. Prvič je informirala gluhe o pomembnih dogodkih, drugič pa javnosti pokazala, da obstajajo med nami nevidni invalidi, gluhi, da imajo svoj jezik, svojo kulturo, svoje probleme in tretjič, stroki je pokazala, da je metoda, s katero delajo za gluhe, nesprejemljiva, da je znakovni jezik njihov jezik in zato tudi nisem pričakoval, da bo ta oddaja toliko let obstala, ker nam takrat ne stroka, ne ljudje, ki so odločali, ni bila naklonjena. O gluhih prej sploh nič nisem vedela, tudi nobenega gluhega nisem poznala. Ampak po eni strani je bilo pa fajn, ker sem preko tega pa videla, spoznala, kako gluhi živijo, kje so njihovi problemi, težave, kaj pravzaprav bi človek lahko za njih naredil, da bi iz tega sveta tišine, pa tudi za naglušne, ki so se takrat vse bolj tudi vključevali v ta društva, naredili, da bi jim bilo lažje zaživeti. Jaz mislim, da je največja stvar to, da so gluhi pridobili s tem, ko smo delali oddaje, ko so nastopali pred kamero, na samozavesti.
ko sem videla kolegico Valerijo Škof, ko je v znakovnem jeziku kretala pesem v Državnem zboru. To je tisti trenutek, ko dobiš kurjo pot, ampak to je tisti trenutek, kjer vidiš, da pravzaprav tudi s svojim delom pomembno prispevaš k premikom za ranljivo manjšino in skupnost. Ob gledanju prve oddaje je številnim gluhim pritekla solza sreče. Nekateri od njih pa so položili roke na televizor, saj je špica oddaje Prisluhnimo tišini vključevala zvok bitja srca, ki so ga gluhi lahko čutili. Gluhi so se namreč prvič v televizijskem programu prepoznali ter začutili, da imajo svoj prostor, svoj glas, čeprav v tišini, v svojem maternem znakovnem jeziku. Ko so predvajali prvo oddajo pred 45 leti, sem bil star 17 let. Tega ne bom pozabil. Še se dobro spomnim, kako sem sede spremljal znakovni jezik na televiziji in me je pritegnilo, ker je bil to moj jezik, ker so bile informacije posredovane v znakovnem jeziku za gluhe. Bili so tudi podnapisi, ker prej slovenske vsebine niso bile opremljene s podnapisi. Samo v oddaji Prisluhnimo tišini je bilo tako in še v znakovnem jeziku. Ko je prišel ta jezik na televizijo, so tudi moja starša, oba sta bila zelo navdušena in vsi gluhi, ki sem jih poznala, mislim, to je bilo nekaj zelo lepega, mislim, tako navdušeni so bili, da so rekli, no, nič več ni ta jezik tako skrit pa omalovaževan, ker so večkrat govorili, to je eno mahanje z rokami po zraku, ki Bog ve kaj, če to sploh kaj pomeni, ampak in s tem je tudi znakovni jezik dobil eno veljavo in potrditev, da je to jezik kot vsak drug jezik, samo da se ga podaja na drug način. Tudi takrat je bil pravzaprav en boom znakovnega jezika. Zelo je postal popularen in ljudje so se množično prijavljali na razne tečaje, ki smo jih imeli. Dejstvo je, da je tudi zaradi oddaje Prisluhnimo tišini slovenski znakovni jezik postal prepoznaven in številni se radi učijo vsaj osnovnih kretenj. Ko je oddaja nastajala, ni bila le televizijski projekt, temveč odgovor na popolno izključenost gluhih iz sveta informacij. V času, ko znakovni jezik ni bil priznan in ko so bili gluhi prepuščeni tišini, je odprla prostor jeziku, ki je bil do takrat potisnjen na rob. Gluhi so prvič na nacionalni televiziji lahko spremljali dogajanje v družbi v svojem jeziku z razumevanjem in dostopnostjo, ki je prej niso poznali. Ko sem bila majhna, sem imela prijateljico, ki je bila gluha. Jaz nisem vedela, da je prijateljica gluha. Oddaja ni pomenila le informacij, temveč tudi krepitev samozavesti in občutka pripadnosti skupnosti, ki je bila dolgo nevidna. 45 let zgodb, obrazov, jezika in vztrajnosti. Oddaja, ki obvešča, povezuje in uči večino, kako videti manjšino. Javni medij je največ vreden takrat, ko daje prostor tudi tistim, ki jih pogosto preslišimo. Oddaja Prisluhnimo tišini že 45 let bogati programsko ponudbo javne televizije. Je izraz tega, da nam je mar, da želimo vključevati raznolikost, da smo družbeno odgovorni. Ob tej res pomembni obletnici želim čestitati vsem ustvarjalcem, tudi tistim izpred 45 let in še posebej seveda gledalcem te oddaje.
Veseli nas, da je kulturni in umetniški program Televizije Slovenije že toliko časa partner oddaje Prisluhnimo tišini. To je dokaz, da javna radiotelevizija ostaja na strani človeškosti, humanosti, empatije, sorazumevanja drugih in da dobro razume tudi svojo vlogo o nujnosti informiranja najrazličnejših skupin gledalcev. V tem primeru seveda gluhih in naglušnih. In hkrati nam ta oddaja ponuja tudi vpogled v njihovo življenje, v njihove odnose, v njihovo stisko, vpogled v njihova medsebojna razmerja. Ko danes vidim te ljudi, ki so bili del te zgodbe, se mi obudijo spomini. Za vsako oddajo že 45 let stoji predana ekipa. Novinarji, snemalci, tolmači, uredniki, lektorji, bralci, režiserji, ki skrbijo, da je oddaja vsebinsko in tehnično izpiljena ter vizualno privlačna. Ta oddaja še vedno informira gluhe v njihovem jeziku, osvešča javnost in bogati nacionalno televizijo s programom, ki je namenjen manjšini. Vsem gledalcem hvala. Že 45 let nas gledate.